tudi v resnici je tako. Ena problematika, ki jo v bistvu, bi rekel, medicina nekako vedno soustvarja, je v tem, da nekako gledamo telo brez duha, ne. Se pravi, da o duševnem zdravju je manjkrat govora kakor o telesnem zdravju. In to seveda ne ustreza že tej osnovni definiciji, k sreči se pa v bistvu ozaveščenost o pomenu duševnega zdravja viša. Zdaj, različni posamezniki žal najbolj razumejo te podatke, ki so povezani s samimi stroški, ne, ke vemo v bistvu, da bo dejansko v bistvu zaradi posledic tega duševnega zdravja v Sloveniji 4,1% BDP-ja odpadlo do leta 2030, ne. Vemo, da je depresija glavni vzrok bremena bolezni in da po pač statistiki, ki nam je na voljo, Slovenija ima višjo pojavnost teh bolezni kakor druge članice EU, in kar je zelo problematično, že pred covidom je bilo kar nekaj v bistvu mlajših, ki so imeli tovrstne težave. Po covidu se je pa delež teh z anksioznostjo bistveno povečal, tako da en od 8, bi rekel, iz poročila iz letopisa 2019 je imel tovrstne težave. Seveda je zaradi tega nacionalni program za duševno zdravje sila pomemben, in ko gledamo v bistvu tudi ta nacionalni program, vključuje v različnih komponentah zdrav življenjski slog in gibanje, rekreacijo kot tiste pomembne komponente, ki vplivajo tudi na duševno zdravje. V zelo veliko pomoč je bilo to, da je leta 2023 izšla ena prva metaanaliza, bi rekel, velikih randomiziranih raziskav, ki so obravnavale učinek telesne dejavnosti, različnih intervencij na te 3 glavne komponente, se pravi depresijo, anksioznost in stres. In tisto, kar so nekako nesporno ugotovili, je, da vadba zmanjšuje stres, da izboljšuje razpoloženje, manjša tveganje za pojavnost depresije in anksioznosti in izboljšuje v bistvu samo podobo. To so neki, bi rekel, glavni, osrednja sporočila te metaanalize, in kar je zelo zanimivo, to, kar sem podčrtal, podobni učinki psihoterapiji in farmakoterapiji, ne. Se pravi, pa se vendarle v praksi, ko si na ambulantnem nivoju vidiš v bistvu, da je število predpisanih antidepresivov vendarle večje kakor pa število predpisanih, bi rekel, vadbe kot nekega zdravila. Mislim, da tudi na tem področju se situacija bistveno izboljšuje in da dosegamo, bi rekel, da se premikamo v smeri tega, da bomo vadbo večkrat uporabljali kot neko učinkovito orodje v boju z duševnimi težavami, ker to, kar vemo iz metaanalize, učinkovito zmanjšuje zmerno, milo do, se pravi blage do zmerne simptome depresije, anksioznosti in stresa. V hujših primerih seveda, se pravi, ko gre za hude depresivne krize, pa seveda takrat je farmakoterapija in psihoterapija dominantnejša. Kaj so bile neke ugotovitve? Zdaj, tisto samo na kratko bi pokazal, gre za zelo veliko metaanalizo, ki je vključevala veliko število udeležencev, kar pomeni v bistvu, da imamo res na enem kupu spravljene vse tiste raziskave, ki so se tega dotikale. Vidimo, da so vključevale različne oblike, mešane oblike vadbe, v nekaterih primerih niso izključevali te mind-body tehnike, kakor so joga, tai chi in podobno, v nekaterih primerih tudi to. Potem so pa razdelili najrazličnejše oblike vadbe, tisto, kar je nas najbolj zanimala, aerobna vadba, vadba za moč. So pa tudi neke druge oblike vadbe, kakor je ples, torej, ko je izjemno dobra oblika telesne dejavnosti, zlasti pri starejši populaciji, ravno tako dobile svoje mesto. Mediana starost udeležencev je bila 55 let, so pa zelo širok obseg v bistvu udeležencev zajeli, ni pa ta zadeva zajemala v bistvu mladostnikov v tem kontekstu. Zdaj, kaj so ugotovili? Torej, srednji učinki telesne dejavnosti na zmanjšanje depresije, samo če tule pogledamo, v bistvu vidimo, da vse te študije, ki so v levo, v prid učinkovitosti, ne, zelo malo študij v bistvu, ki niso imele, te, ki prečkajo sredinsko črto, niso imele pozitivnega učinka.
Temu primerno pri depresiji lahko sklenemo, da je vadba učinkovita, in ravno tako pri anksioznosti, vidimo pa, da tle pri anksioznosti je bistveno manj študij. To smo pa tudi rekli, da je depresivnost v bistvu najbolj pogosta od tistih duševnih težav, ki je v tem kontekstu obravnavana. Pri stresu so učinki bili srednji na zmanjšanje stresa, bistveno večji pri anksioznosti pa sami depresiji. Zdaj, kaj je zelo bistveno? Tisti FIT princip, o katerem sem prej govoril, sem zdaj probal v bistvu strniti iz te metaanalize v neko uporabno zadevo. Torej, ko govorimo o depresiji in anksioznosti kot teh dveh najpogostejših oblikah teh duševnih težav, glede vrste vadbe, se pravi, ki se uporabi, je jasno, da čisto vse oblike vadbe delujejo. Marsikdaj smo soočeni s tem vprašanjem, katera vadba je tista, ki je, bi rekel, učinkovita. Jaz bi rekel, zelo kratek je odgovor: redna vadba. Karkoli od tega zberemo, moramo samo redno izvajati. Smo pa, bi rekel, vsi sužnji istih težav ali pa talci istih težav, da po določenem času tiste začetne zagnanosti potem ta vadba na nek način motivirano za vadbo začne padati. Tako da res gre za tisti odnos, kako se lotiti tega sistematično in kako vadbo v bistvu ponotranjiti, da to ni nek režim. Tako govorimo, dietni režim, pa bomo nekaj časa, v nekem kaloričnem deficitu, energijskem deficitu obstajali, potem pa ne vemo, kako naprej. Vadba mora biti del vsakdana, torej tisto, kar z odhodom v službo, v bistvu z sprehodom v naravi in z redno vadbo lahko dosegamo, da nam ni v breme, ampak da je nekaj, kar nujno potrebujemo, da lahko v bistvu normalno živimo. Največ koristi v bistvu vadbe je bilo pri osebah z depresijo, pri nosečnicah in ženskah po porodu, pri navidezno zdravih osebah, torej zdravi posamezniki brez znakov bolezni, in pri osebah z diagnozo HIV in kronično ledvično odpovedjo. Zanimivo, pri intenzivnosti vadbe, ko je bilo govora, je bilo ugotovljeno, tako kot pri srčno-žilnih pa rakavih bolezni, da je zmerna in visoka intenzivnost tista, ki je učinkovitejša kot pa neka nizka intenzivnost. Zdaj, ko tu govorimo samo o vadbi, se pravi, govorimo o tem, da vse oblike vadbe delujejo in da na tedenski ravni lahko v bistvu to zadevo dosežemo bodisi z količino vadbe, se pravi, lahko pa tudi v bistvu z samo organizirano obliko vadbe. Tam smo rekli, da na intenzivnost pazimo, in tle zmerna do visoka intenzivnost je tista, ki je zelo učinkovita. Kaj to pomeni? To pomeni, da tudi ko smo na sprehodu, je dobro, da imamo obdobja, ko je ta intenzivnost zelo visoka, kar pomeni v bistvu, da smo res zadihani, da težje govorimo, da pa še vedno lahko to breme premagujemo. Namreč raziskave kažejo, da za tiste pozitivne učinke vadbe na, bi rekel, počutje posameznika so zelo bistvene določeni hormonski, nevrotransmiterski odzivi, in da do teh odzivov pride, mora intenzivnost vadbe biti zadosti visoka, da v bistvu te učinke dosežemo. Pri trajanju v bistvu so pokazali, da so intervencije v trajanju do 12 tednov bile tiste, ki so najbolj učinkovite, in kar je zelo zanimivo, to, kar piše spodaj, tiste daljše intervencije so imele manjše učinke. Ravno tle gre v bistvu za tisto vprašanje nasičenosti, ki lahko nastane, se pravi, ko intervencijo svetujemo, rečemo za neko 3-mesečno obdobje, mi temu rečemo nek mezocikel, potem pa posameznik v bistvu ohrani, dvigne stopnjo telesne zmogljivosti in telesne dejavnosti in potem to zadevo nadaljuje. Enako je bilo v bistvu s tedensko količino. Ta tedenska količina se razdeli seveda na, bi rekel, posamezne vadbene enote, se pravi, tle gre pri pogostosti pri tedenski količini za zmnožek pogostosti in trajanja vadbe, in to, kar je zanimivo, 4 do 5-krat na teden v trajanju 30 do 60 minut, več kot 60 minut pa dejansko v bistvu nima smisla vztrajati pri vadbi, ker so učinki popolnoma enaki, kakor pri teh nižji. Bolje potem modulirati zadevo z intenzivnostjo vadbe, kakor pa z samim trajanjem vadbe v tem primeru. To, kar sem prej rekel, torej učinki vadbe so
so biopsihosocialni. Psihosocialni, to so v bistvu povezovanje s posamezniki, vključevanje. Zdaj, največkrat je to tako, ne vem, že ko pridete recimo k nam na fakulteto za šport, se ta učinek, bi rekel, telesne dejavnosti zelo dobro opazi pri naših študentih, ne, se pravi, populacija je, bi rekel, nasmejana, sproščena, zelo jasni so v bistvu ti učinki, ki omogočajo druženje posameznikov, manj je, bi rekel, tudi teh medsebojni odnosi so recimo bistveno boljši, spet pa medicinsko gledano nas pa tisti nevrofiziološki mehanizmi, biološki najbolj zanimajo in tle vemo v bistvu, da so določene spojine od tega BNNF-ja, interleukina 6, pa seveda tle prej omenjenega serotonina pa noradrenalina, da so tudi, ne vem, serotonin je mogoče največkrat v literaturi bil omenjan kot tisti hormon sreče, ki se pri določeni intenzivnosti vadbe potem sprošča in daje ta občutek ugodja, ki ga v resnici potem med vadbo občutimo. Kar je dobro pri vadbi, je pa v bistvu to, da res, čeprav tale metaanaliza mladostnikov ni vključevala, vemo, da je učinkovita tako pri mladostnikih in tudi v bistvu pri starejši populaciji. Torej, imamo zelo širok spekter tega, kjer vadba na to duševno zdravje vpliva. Zdaj, mi na fakulteti za šport seveda sledimo tudi duševno zdravje vrhunskih športnikov, to pa je zdaj tista skrajnost, ne, se pravi, preveč nečesa lahko tudi škodi. Zdaj, ko govorimo o vrhunskem športu, ko govorimo o olimpijcih, zlasti tle govorimo v bistvu o teh pri dekletih, pri motnjah hranjenja in pri moških o izgorelosti v bistvu in težavam z pitjem alkohola, pa tudi anksioznosti in depresije veliko. Ampak tle res gre, ko sem prej rekel, da je vadba varno zdravilo, tle res gre za skrajni desni del, tisti, ki so izjemno telesno pripravljeni, v bistvu tu pa lahko pride, v bistvu vidimo tudi do tistih škodljivih učinkov. Da zaključim v bistvu s tem, te raziskave, ki so po COVID-19 v bistvu bile izpeljane, glede na veliko pojavnost, bi rekel, teh duševnih težav v covidnem obdobju, so pokazale, da so tiste omejitve telesne dejavnosti, ki so bile izvajane v bistvu kot del ukrepov, ker pač v tistem segmentu je bilo narejeno tisto, kar smo pač trenutno mislili, da je najboljše, so pa v bistvu bile zelo povezane z pogostostjo duševnih motenj. To so, bi rekel, neke nauki za naprej, za kakšne prihodnje pandemije, ki nas še čakajo, da je gibanje tako lastno človeku, da če mu to omejimo, dejansko smo lahko gotovi, da to ima negativne učinke tako na njegovo telesno zdravje, kakor pa na njegovo duševno zdravje. Zelo pomembno sporočilo je res, da so vse vrste telesne dejavnosti učinkovite in povezane z manjšim bremenom, ne samo za telesno, ampak tudi za duševno zdravje posameznika. In bi rekel, da v kontekstu te trajnosti, ne, je verjetno telesna dejavnost en najbolj trajnostnih ukrepov, ki ga lahko vsi izvajamo, ker je globalno dostopna. Za vadbo ne rabimo ničesar, razen dobre volje, motiviranosti, da to naredimo. Hkrati je pa v bistvu klinično zelo učinkovita, vendar strani naše stroke večkrat, bi rekel, v bistvu tako teh pozitivnih učinkov v smislu preprečevanja, primarne preventive nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni, tega ne jemljemo dovolj resno. To Recek je prej omenila te najbolj, bi rekel, srčno-žilne težave, ampak pri rakavih boleznih, ki so po zadnjem letopisu pri moških že vzele primat na področju umrljivosti, ne, s tem, recimo, en najpogostejših oblik raka, kolorektalni karcinom, skoraj za četrtino zmanjša tveganje v bistvu za nastanek bolezni, če smo v zadostni meri telesno dejavni. In glede na to, da je teh stranskih neželenih učinkov zelo malo, je v bistvu vadba vedno dobra izbira. Šteje vsak gib, vsak korak, ki ga naredimo, bo definitivno korak v pravo smer. Hvala.
Hvala lepa, doktor Vedran Hadžič, za ta vaš prispevek. Jaz bi vse pozvala, ki imate vprašanja za doktorja Vedrana Hadžiča, da nam to zapišete v klepet. Načeloma velja, da vsa vprašanja, ki jih imate na današnjem srečanju med samo predstavitvijo, zapišete v klepet in jih potem po predstavitvi nekako predstavimo in na njih skušamo odgovoriti. Zdaj bi pa jaz besedo predala doktor Adih Hočevar Grom, ki prihaja iz Centra za proučevanje in razvoj zdravja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer nam bo predstavila neke priložnosti za povezovanje z namenom izboljšanja zdravja v lokalnih skupnostih. Prav lep pozdrav tudi strani moje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Jaz samo še, da tole ugotovim, kako delim zaslon. Ne vem, a se vidi? Ne, najbrž. Ja, se Vidimo, vidi. A vidite? Vidi se. Ja, se vidim. Super. Ja, še enkrat prav lep pozdrav. Zdaj, jaz bom spregovorila nekaj o zdravju v občini, za katero sem prepričana, da glede na to, ko sem videla, kateri ste udeleženci, poznate, pa vseeno morda najprej skozi en kratek sprehod tudi malo za nazaj. Zdaj, če bi nas vprašali pred 10 leti, kako zdravi ste v vaši občini, kako zdravi ste v primerjavi s prebivalci sosednjih občin, povprečjem v regiji, povprečjem v Sloveniji, bi verjetno zelo težko odgovorili. Zdaj, seveda tukaj govorim, tudi jaz imam eno drevo o zdravju v najširšem smislu, z vsemi determinantami, ki so pomembne, seveda vključno s spanjem, vključno z gibanjem, vključno s harmonijo in duševnim ravnovesjem. Skratka, spodbujanjem življenjskega sloga, ki bo ustvarjal zdravega posameznika, ki bo aktiven, ki bo ustvarjalen, ki bo z veseljem opravljal svoje delo. Vemo, da bo tak posameznik bolj zadovoljen, da bo hitreje prebolel običajne bolezni in bo seveda na ta način prinašal dobrobit družbi. Zelo pomembno je, da govorimo tudi o enakosti oziroma neenakosti v zdravju. Seveda nikoli ne bomo povsem enaki, ampak enakost v zdravju pomeni odsotnost nepravičnih, preprečljivih in odpravljivih razlik v zdravstvenem stanju med različnimi skupinami ljudmi. In rečemo, da je dosežena takrat, ko lahko vsakdo izmed nas v celoti izkoristi svoj potencial za zdravje in dobro počutje. Zdaj, če želimo oceniti, kakšno je zdravje neke populacije ali pa populacijske skupine, kako se spreminja skozi določeno časovno obdobje, seveda potrebujemo podatke. Zdaj, v Sloveniji imamo že po tradiciji relativno veliko podatkov o različnih vidikih zdravja populacije, imamo mednarodne primerjave. Glede na to, da smo rekli, da zdravje nastaja tam, kjer ljudje živimo, delamo, hodimo v službo, torej v lokalnem okolju, pa je teh podatkov o zdravstvenem stanju bilo precej manj. Zato smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nekje v letu 2015 začeli razmišljati o tem, da bi pogledali, katere kazalnike o zdravju pa lahko pripravimo na ravni osnovnih lokalnih skupnosti, torej občin. Takrat smo začeli pravzaprav s projektom spremljanja in javne predstavitve kazalnikov, ki govorijo o zdravju na ravni nekih osnovnih lokalnih skupnosti, torej občin. K temu so nas nekako navdahnili tudi kolegi iz tujine, predvsem iz Norveške, ki so take zdravstvene profile občin že imeli in so nam bili v teh začetkih tudi v pomoč. Moram pa reči, da kasneje, ko smo imeli z njimi stike, so rekli, da smo že boljši kot oni.
Seveda pri tem nam je bil velik izziv dejstvo, da ima Slovenija 212 občin, ki so si po velikosti zelo različne. Vemo, da imajo najmanjše občine manj kot 400 prebivalcev, kar seveda predstavlja pri prikazovanju podatkov na takem nivoju poseben izziv. Ampak kakorkoli smo želeli torej iz različnih zbirk podatkov pripraviti nabor kazalnikov, ki jih bomo lahko prikazali prav za vsako izmed 212 slovenskih občin. Torej, namen projekta je bil seveda krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, seveda preko boljše dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih podatkov. Torej, primarno so te informacije namenjene odločevalcem na lokalnem nivoju, seveda tudi posameznikom, nevladnim organizacijam, zdravstvenim delavcem. Vemo, da sedaj, ko govorimo o skupnostnem pristopu, ko imamo centre za krepitev zdravja, centre za duševno zdravje, seveda so te podatki pomembni tudi za njih in nenazadnje tudi za sodelavce na območnih enotah Nacionalnega inštituta, s kateri smo soustvarjali ta projekt. V začetku smo sodelovali tudi z nekaterimi župani, predvsem bi tukaj omenila županjo občine Črne na Koroškem, gospod Romano Lesjak, in župana Pivke, gospoda Roberta Smrdelja, ki sta nas že na začetku nekako spodbujala pri tem. Pri podatkih uporabljamo različne vire podatkov, veliko podatkov seveda imamo na našem inštitutu, uporabljamo pa tudi podatke Fakultete za šport, kjer je zelo pomemben podatek fitness otrok, Onkološkega inštituta, Inštituta za socialno varstvo, Agencije za varnost v cestnem prometu, Statističnega urada in tudi druge. Potem pripravili smo skupine kazalnikov, ki so pač v določenih skupinah, naslavljamo prebivalce, skupnost, dejavnike tveganja, zdravstveno stanje, umrljivost in seveda različni izdelki. Začeli smo zelo enostavno, pripravili smo take publikacije, jim rečemo, ki jih pošiljamo oziroma so bile dostopne tudi na spletni strani. Ko smo izbirali oziroma še vedno izbiramo zdravstvene kazalnike, želimo prikazati problematiko različnih populacijskih skupin in različnih javnozdravstvenih izzivov. Predvsem pa se usmerimo na tiste kazalnike, kjer obstaja možnost ukrepanja na lokalni ravni. Seveda so tukaj tudi določene omejitve, tako s podatkovnimi viri, kot sem omenila, na ravni občin, včasih tudi s prostorom, največ pravzaprav je metodoloških izzivov in pa seveda včasih nas vprašajo, zakaj ne prikazujemo nobenih podatkov strani zdravstvene mreže, vendar to je poseben izziv zaradi tega, ker vemo, da zdravstvena mreža ni vezana na posamezno občino. Regij pa pač administrativnih na žalost v Sloveniji ni. Tako je torej od leta 2016 projekt teče, moram reči, da se vedno bolj uveljavlja in kar je ključno, je pravzaprav tale tabela na desni strani, ki prikazuje, kakšni so kazalniki zdravja v določeni občini glede na slovensko povprečje. Torej, ali je posamezna občina boljša, slabša od slovenskega povprečja, oziroma naš namen ni bil v tem, da občine rangiramo na to, da so občine na primer dobre pokazalnike ali slabe, ampak je bil predvsem namen, da se morda primerjajo s sosednjimi občinami in pa predvsem, da spremljajo svoj napredek pri aktivnostih, ki jih izvajajo, in pa seveda morda še pred tem, da se senzibilizira tudi odločevalce na lokalni ravni, da je zdravje prebivalcev njihova pomembna stvar, pomembna odgovornost, kar mislim, da nam je tudi uspelo. V osrednjem delu vedno naslavljamo nekatere izmed aktualnih javnozdravstvenih vsebin. Lansko leto je bila to zdravstvena pismenost, pred tem smo posvetili covidu, še prej okoljskim dejavnikom, torej neko splošno naslavljanje nekega aktualnega javnozdravstvenega problema.
Moram reči, da je bil že takoj po prvi objavi leta 2016 zelo velik odziv medijev. Seveda mediji zelo hitro rangirajo občine, katere so boljše, katere so slabše, ampak kakorkoli moram reči, da je še vedno odziv medijev vsakokrat po naši objavi, tako lokalnih kot nacionalnih, precejšen. No, seveda v prvi objavi pa niso bile samo pozitivne, prejeli smo tudi nekaj kritik. Zanimiva pa se mi je zdela tale izjava takratnega župana občine Šentilj, da so ga ti rezultati zelo presenetili, saj nima občutka, da bi bilo zdravje njihovih občanov tako slabo, imeli pa so že krizni sestanek in so se dogovorili, da bodo pripravili akcijski načrt, da bodo lahko začeli uresničevati preventivne in druge ukrepe, torej prav tisto, kar smo želeli s tem doseči. No, če si pogledamo, kako je s tem danes, to je iz zadnje evalvacije, vidimo lahko, da so odzivi s terena dobri. Mislim, da počasi prihajajo te podatki, nekako postajajo samoumevni in prepoznane na občinah, na lokalnih odločevalcih ta koristnost in seveda pa si želimo še izboljšati. Začeli smo na zelo stari platformi, ki smo jo nekako prisvojili si oziroma so nam jo posodili iz statističnega urada in zato smo bili zelo veseli, ko smo lansko leto prvič objavili na novi platformi podatke, ki je uporabniku veliko bolj prijazna, interaktivna, večfunkcionalna, torej omogoča primerjavo podatkov med občinami, prikaz trendov, izris posameznih grafov, zelo veliko več vsebin nam omogoča, bolje deluje na mobilnem telefonu in zadnja pridobitev je, da so vse to na voljo tudi v angleškem jeziku. Že takoj na začetku nam je bilo nekako rečeno, da moramo spodbuditi župane tudi z neko nagrado in veseli smo bili, ko nas je Zlati kamen povabil k sodelovanju. Zlati kamen namreč projekt, ki nagrajuje vsako leto razvojno najbolj prodorno občino. Tako da smo od leta 2020 zraven tudi mi z občino Zdravja, kjer izbiramo občino, ne seveda občino, ki je najboljša po zdravju v narekovajih, ampak tisto občino, ki je prepoznala zdravje kot pomembno vrednoto in je izstopala po aktivnosti za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Moram reči, da ta izbor je kar težak, sploh zadnje čase, ker je aktivnosti res zelo veliko. No, kakorkoli, če se samo sprehodimo, prvo leto občina Tolmin, naslednje leto je dobila nagrado občina Žiri, občina Logatec leta 2022, Velenje lansko leto in pravkar mestna občina Nova Gorica. Zdaj, naša vizija je bila, torej, da se zdravje na lokalni ravni prepozna kot največja vrednota, da se vključi politiko zdravja v vse politične odločitve na lokalnem nivoju, da se v večini občin začnejo pozitivne spremembe na področju zdravja tamkajšnjih prebivalcev in da se te kazalniki prepoznajo kot neko univerzalno orodje in spodbuda za reševanje aktualnih javnozdravstvenih problemov na lokalni ravni. Jaz z veseljem lahko rečem, da se večini občin uresničuje, torej da je naša vizija nekje uresničena. Seveda pomembno, kako naprej, Pomembno je, da, kot rečemo, občine skrbijo za dobrobit vseh. Zato pa je potreben nek uravnotežen, nek strateško načrtovanje, ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi na lokalni ravni. Ne nazadnje so to tudi cilji agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, ki predstavljajo nek najširši okvir in postavljajo nekako lokalno skupnost v središče skrbi za zdravje in dobrobit prebivalcev. Torej, lokalne oblasti morajo biti pobudniki sprememb in tista raven, ki je najbolj primerna za povezovanje teh globalnih ciljev, nacionalnih ciljev z lokalno skupnostjo, ker je ljudem najbližja, torej najbolje ve, kaj ljudje potrebujejo.
Izvajanje torej teh strateških ukrepov pa mora temeljiti na polni vključenosti in sodelovanju lokalnih deležnikov, vse to ustvarja potem soodgovornost in služi potem učinkoviti mobilizaciji in prerazporejanju virov. Mogoče samo ponovim te 4 korake v uresničevanju agende na lokalni ravni, torej dvig ozaveščenosti v lokalnem okolju, lahko rečem kar o zdravem načinu življenja, zagovorništvo, seveda implementacija teh ciljev na lokalni ravni in spremljanje učinkov. Naj za konec še z veseljem povem, da smo tik pred objavo novih podatkov zdravja v občini 17. aprila. Bodo išli novi podatki, tako da vas z veseljem vabim, da si jih ogledate na naši spletni strani in seveda, da jih tudi uporabljate. Istočasno pa se zahvaljujem tudi vsem vam, tako sodelavcem na območnih enotah, kot tudi vsem, ki delate na občinah, da nas pri tem podpirate oziroma da ste vzeli ta projekt za svoj. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, dr. Ada Hočevar Grom, za vaš prispevek. Zdaj pa bi jaz imela samo en tehničen dodatek, in sicer dr. Hadžič se opravičuje, je moral predčasno zapustiti dogodek, zato vsa vprašanja, ki jih imate in jih še niste zapisali v chat, v klepet, lahko pošljete tudi na naslov Janje Križman Miklavčič, oziroma jih date v chat. Jih bomo posredovali in vam potem odgovore zagotovimo po mailu po današnjem dogodku. Zdaj bi pa nekako se navezala s tem dogodkom na duševno zdravje, in sicer smo na današnji dogodek povabili tudi koordinatorje duševnega zdravja, predvsem v neki povezavi z tem, da je v mesecu septembru, ki je mesec mobilnosti, je hkrati mesec september tudi čas, ko se odvija festival duševnega zdravja. In je smiselno, da se aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti in Evropskega tedna športa navezujejo tudi na vsebine duševnega zdravja. Med vabljenimi na ta dogodek, kot rečeno, tudi koordinatorji duševnega zdravja, ki jih zdaj vabim, da nekako predstavijo svoje področje dela v smislu nekake opredelitve, kje bi se lahko našle sinergije njihovega dela in lokalnih koordinatorjev na neki lokalni ravni v okviru aktivnosti, ki se izvajajo v času Evropskega tedna mobilnosti ali pa Evropskega tedna športa. Ker jaz koordinatorjev ne poznam poimensko, vam zdaj kar prepuščam besedo, ne morem pa poimensko nikogar izzvati oziroma poimensko predati besede, vas pa vabim, da se kar oglasite. Dober dan, lahko sem jaz kar prva. Maruša Bertoncel, regijska koordinatorica iz območne enote Ljubljana. To bi rada poudarila, no, saj sem napisala tudi v ta komentarček. Festival duševnega zdravja poteka 15. maja. Pardon. Oktobra je pa Svetovni dan duševnega zdravja, ko delamo te regijske dogodke. Ampak tudi ne vidimo problema, da bi septembra kaj skupaj naredili v okviru zdravih mest, tako da. Ne vem, če ste še kaj želeli, vprašajte. Ja, v bistvu me zanima, na kakšen način bi lahko lokalne skupnosti v pripravi aktivnosti z vami sodelovali, ali vas lahko povabijo na aktivnosti, ste pripravljeni na teh nekih dogodkih, delavnicah sodelovati osebno, ali imate neke koordinatorje, imate neke vsebine, ki jih lahko predstavite, na kakšen način bi tukaj lahko prišlo do nekih sinergij? Ja, zdaj, glede na informacije, ki jih imamo, ker so še zelo skope, si tudi tako predstavljamo, ja, da kam pridemo, naredimo promocijo, prinesemo kakšne materiale,
Skratka, v sodelovanju z ostalimi koordinatorji z območnih enot, ki pa tudi že delujejo v okviru teh zdravih mest. Tako da jaz osebno na ta način si predstavljam. Ja, mreža zdravih mest in koordinatorji zdravih mest in koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti niso vedno iste osebe. Zato bi vas mogoče tukaj pozvala k nekem kontaktu, kam se lahko koordinatorji obrnejo, na kakšen način pridejo do vaših kontaktov. A obstaja kakšen nabor vaših kontaktov? Najbolj, da kar koordinatorici koordinatorjev Marjeti pošljete, pa bo ona pol tudi nam posredovala. Po moje tako najboljšno. Ne vem, če še kjer drug, še kjer moja kolegica, če je prisotna, da pove še kaj. Nastja mogoče? Ja, sem glih hotela dodati, da v bistvu vsaka regija, se pravi 9 regij, ki so, ima svojega koordinatorja za področje duševnega zdravja. Naši kontakti so na spletni strani. Hkrati lahko pa tudi mi se pozanimamo, kdo je v naši regiji pač koordinator zdravih mest, oziroma se to več ali manj tako vemo. Predvsej je tudi enih regijskih razlik, ker ponekod se že sodeluje. V nekaterih regijah bolj, drugje manj, pač vemo, da se ta dogodek septembra je ob Evropskem tednu mobilnosti, zdaj ponekod smo tudi sodelavci povezani, tako da smo že, ko smo recimo tukaj v pisarni kolegico, ki je koordinatorka, tako da poznam ta projekt, smo že nekaj tudi, pač je to stvar, ponekod je, ponekod ni to sodelovanje, tako da lahko se zdaj pač malo več pozornosti, energije v to smer ponudi oziroma investira, je pa tako, ja, jaz mislim, da koordinatorji kar lahko ponudimo je predvsem ta material, ki je z področja duševnega zdravja, ko bi v bistvu mogoče tudi nam čisto prav prišla ta platforma v smislu, da se ti naši izdelki promovirajo, recimo imamo krasen spletni brskalnik po brezplačnih virih pomoči, kjer bi ga lahko tukaj zelo fajn promovirali, ker je v bistvu namenjen temu, da si ljudje lahko poiščejo pomoč brezplačno, kvalitetno, takrat, ko jo potrebujejo. Pa so pa še drugi programi, ne vem, to sem jaz, te smernice za psihološko pomoč in tako dalje. Se pravi, predvsem gre za to obveščanje javnosti, kaj vse jim je vendarle brezplačno na voljo, kvalitetni programi, kvalitetne vsebine. Ampak je pa tako, ja, fajn, da se zdaj aprila pogovarjamo o tem, ko september 1, 2, 3 pride. Tako da se pravi, ti materiali so nekaj, kar bi lahko ponudili, če pa še kaj bolj vsebinskega, je pa pol tudi regijsko odvisno, kaj se regijsko dogaja, kaj so aktualne teme, kaj je nekako v ospredju, regijsko. Ja, hvala lepa. Mogoče, če lahko še jaz s Koroške. Absolutno. Jaz bi tudi čisto na kratko sem dodala, da mi že prejšnja leta smo sodelovali z vsemi deležniki Koroška v gibanju, obeležujemo vsako leto in smo tudi en majhen košček, smo prispevali k celotnemu dogodku, ne vem, kotiček za sprostitev, za umiritev, recimo je bilo lani naš prispevek. Ja, mi je pa všeč, da mogoče našo vlogo malo bolj jasno določimo, pa mogoče še kakšno dodatno aktivnost priključimo tem dogodkom. Torej, pravi naslov, kako priti do vas, je ena varianta, torej, kot ste predlagali preko nas, nacionalnih koordinatorjev, in pa druga varianta, verjetno neke območne enote NIJZ-ja. Ja, hvala lepa. Zdaj bi pa predala besedo dr. Zlatko Zimetu za predstavitev. Milena tukaj, se smem še jaz oglasiti? Milena, samo sekundo, ti damo besedo, samo na vrsti je Zlatko Zimet, potem pa damo besedo. Okej. Milena, je bilo vprašanje vezano na regionalne koordinatorje duševnega zdravja? Aha, se opravičujem, jaz sem se kot zaključno besedo. Aha, se opravičujem. Ne, kot samo na tole, jaz bi z uvodno predavanje, ki smo ga imeli, to temo, ki je obravnaval doktor Hodžić, Hadžić, ja. Hadžić, ja, tole, na to temo bi se mogli navezati te lokalne koordinatorji duševnega zdravja in potem imeti v zvezi s tem kakšne aktivnosti. Tako kot je gospa s Koroške, gospa Lorbert povedala, je rekla, mi smo imeli kotiček za umiritev,
No, in da bi bili potem tudi neke aktivnosti, da se res vidi, a veš, če se nekdo zapelje nekaj kilometrov s kolesom, pa da se potem prebere njegovo počutje pred tem, pa potem, a ne, in da se potem promovira, zakaj je to boljše, ne, v povezavi z uvodnim predavanjem, ne. Tako da jaz mislim, da bi mogli na tak način stvari začeti predstavljati, a ne, tako da bi potem tudi ljudje, ki so, bom rekla, bolj depresivni pa anksiozni, a ne, da bi se potem tudi začeli spravljati k aktivnim oblikam mobilnosti, ne, kar bi jim potem tudi pomagali pri kvaliteti življenja za naprej, ne. Tako da, ker tole v bistvu, to je podporni steber našim prizadevanjem v direktoratu, ne. Zato se mi je zdelo pomembno, da to poudarimo. Ne samo pač, da je že nekaj narejeno, pa da gremo lahko na spletne strani, to gremo, a ne, pa si več bereš, slišiš, nekaj slišiš, pa potem si v tej temi še kaj prebereš, a ne, ampak prav tako, ne, da res ciljamo na sam teren, ne, skratka, da se pridruži centrom za krepitev znanja, ki so že aktivni v Evropskem tednu mobilnosti in da se potem poudarja še ta vidik, no, še bolj, ne samo kardiovaskularno, ne, ampak tudi to, da se dobro počutiš, pa da se potem ljudem tudi tam pove, zakaj se pa zdaj boljše počutijo, ne. Hvala lepa. Hvala za besedo, zdaj pa spet. Ja, še damo besedo doktor Adi Hočevar Grom. Ja, najlepša hvala še za tole, samo en komentar, mogoče torej najprej Festival duševnega zdravja bo v Mariboru, kar se tiče pa teh aktivnosti, se seveda strinjam, veliko aktivnosti sicer že poteka in tudi preko naših območnih enot. Seveda o teh aktivnostih, s čimer se strinjam, da se to morda še bolj poveže, pa treba vseeno načrtovati morda za kakšno leto naprej, a ne. In jaz bi predlagala, da se vseeno to, tudi jaz bom predala predstojniku Centra za duševno zdravje oziroma koordinatorici programa Mera duševnega zdravja, da je bilo to izpostavljeno in da se morda za vnaprej. Mi smo že imeli pač aktivnosti, ki smo jih izpeljevali po vseh regijah z območnimi enotami, izvede mogoče istočasno povsod, a ne. Če pa so strani lokalnih skupnosti zahteve, potrebe po sodelovanju, pa so tukaj bodisi preko območnih enot ali pa preko centralne enote, če se naslovi zahteva, sem prepričana, da se bo našlo sodelovanje. Hvala lepa. Ja, absolutno. Me slišite? Ja, slišimo. Mogoče samo eno pojasnilo, gospe Hočevar Grom, da smo bili z gospodom Vinkotom že v bistvu v navezi v zvezi s tem, da je smiselno te aktivnosti povezati. Sej tukaj gre pravzaprav za neke aktivnosti, ki že povežejo, gre za to mogoče, da spodbujamo, da se na lokalni ravni išče sinergije, ne, povezuje te dogodke, in pogleda, no, kaj se da narediti skupaj, pa bolj povezati, ker kot vidite, tudi samih predavanj se vse te teme zelo navezujejo ena na drugo, niso bile mišljene kakšne posebne dodatne aktivnosti, gre za to, da se takrat v bistvu tudi odpirajo javni prostori, zapirajo razna parkirišča, ceste in da se da takrat v bistvu to izkoristiti tudi za to, da se ta prostor uporabi v drug namen, mogoče v bolj zdrave namene, da se tam organizira mogoče športne aktivnosti, kakšne stojnice, kjer se predstavijo zdravstveni programi, nič, bom rekla, izven nekega plana, se pa strinjamo, ja, da je fajn, da se tudi te stvari načrtuje tudi mogoče več let vnaprej, in pa da, kaj sem hotela še povedati, da ja, mogoče tudi to povezovanje s CKZ-ji, ker CKZ-ji pa takrat že v bistvu že imajo v svojih aktivnostih predvidene določene aktivnosti za Evropski teden športa in za Evropski teden mobilnosti. Samo toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno vprašanje, pripombo, komentar, predlog? Potem pa jaz kar besedo predajam dr. Zlatku Zimetu iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer za predstavitev mreže zdravih mest. Najlepša hvala za besedo. Kot veste, prihajam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer se izvaja nacionalna koordinacija. Zdaj, preden začnem govoriti,
O samih zdravih mestih bi morda potreboval nekoliko pomoči, da si vklopim jaz slajde. Zdaj sem stisnil screen. Aha, samo malo. Mi hočete samo malo povedati, gor je napisano share. Ali Ja, stisnem? tukaj date skupna raba in potem izberete dokument, ki ga imate odprtega in ga na ta način delite. Aha, okej. Tako, upam, da se vidimo. Ja. Ok, najlepša hvala. Tako, med vami je verjetno veliko tistih, ki zdrava mesta že zelo dobro poznate. Moje predavanje pa bi danes bilo, oziroma zelo kratka omejena predstavitev zdravih mest, pa bi bila predvsem namenjena tistim, kateri še niste slišali za sama zdrava mesta, z namenom, da bi v slovenskem prostoru vse bolj in vse bolj širili našo družino in priključili nove članice, se pravi občine, s katerimi sodelujemo v našo nacionalno mrežo. Se pravi, da kar začnem zelo na hitro, kaj pravzaprav zdrava mesta so in pa kako se vse skupaj tudi začelo. Vedeti moramo, da Svetovna zdravstvena organizacija je veliko časa po drugi svetovni vojni opozarjala na določene težave in sicer tako v zdravstveni in pa socialni oskrbi. Zaradi tega je začela razmišljati, kako reševati tovrstne težave. Temeljna listina odstranjevanja tovrstnih problemov in pa tudi seveda za sam program Zdravi mest, takrat projekt, je bila listina oziroma tale strategija Zdravje za vse. Druga, ki je pravzaprav bila izpisana oziroma izdana 1984. leta in druga prelomnica je seveda Ottawska listina, o kateri ne bom kaj več govoril, ampak to so tiste temeljne listine, ki so dejansko podlaga za nastanek mednarodnega gibanja zdravih mest. Kot vidimo tukaj letnico na tem slajdu, je dejansko napisano 1988. Takrat sta se dva sektorja, to je sektor za zdravje in pa sektor okolje, dogovorila, da bosta na nek način začela z samim mednarodnim gibanjem za pospeševanje zdravja, se pravi za krepitve zdravja, da se na nek način pospešuje zdravju naklonjene javne politike, prizadevanje za zdravo okolje in tako naprej. Se pravi, kaj so zdrava mesta? Zdrava mesta, predvsem bi želel poudariti, da so to dolgoročen mednarodni projekt oziroma zdaj že program Svetovne zdravstvene organizacije. Koga pravzaprav pa mi želimo, koga targetiramo tukaj? Želimo, da so v tole mrežo oziroma mednarodno gibanje vključene tista mesta oziroma občine ali kraje, ki zagotavljajo najboljše za ljudi. Se pravi, da se zavedajo, da je zdravje temeljna vrednota neke družbe. Se pravi, pri zdravih mestih, če bi jih želeli opisati, kaj pravzaprav to je z nekaj besedami, bi lahko rekel, to je inovativnost, izmenjava znanja in pa seveda zdravstvena diplomacija na nek način. Tukaj na slajdu vidimo dobra ekonomija, socialno in zdravstveno varstvo, okoljsko zdravje in tako dalje. Rad bi povedal to, da zdrava mesta funkcionirajo po fazah. Prva faza je bila že, tako kot ste videli, 88. do 92. leta, vse do danes, ko smo trenutno v 7. fazi. Vse faze so trajale 5 let, sedanja faza zaradi COVID situacije traja 7 let, se pravi, tukaj sicer napisano 24. Pred kratkim smo slišali, da se je Svetovna zdravstvena organizacija odločila, da bodo podaljšali tole 7. fazo do konca leta 2025. Vsaka faza ima svoje prioritete in v tej fazi, 7. fazi, o kateri govorim, vidimo teh 6 P-jev, 6 ključnih področij in sicer to so tista področja, o kateri poskušamo v naši mreži aktivno funkcionirati. Se pravi, da imamo aktivnosti, ki naglašujejo oziroma ki so targetirane na ljudi, kot vidimo people, places kot okolje, participation, sodelovanje in tako dalje. Kot vidimo tukaj v tej preglednici imamo tudi transport. Danes imamo govora o aktivni mobilnosti, zato je zelo pomembno, da bi mi dobili
dejansko v našo mrežo, kjer je tudi transport tista in pa seveda zelene površine. Vemo, slišali smo že iz prvega predavanja, kako pomembno je gibanje, kako pomembno ne samo za človeka, ampak tudi za okolje. Zaradi tega je tudi naš napor na nek način usmerjen v, se pravi, trajnostno mobilnost in oziroma zeleno mobilnost. Ključne naloge, kot vemo, če govorimo o tem sektorju za zdravje ali pa sektorju za okolje, je izboljšanje javnega zdravja prebivalstva v lokalnih okoljih. Pri okolju pa, če pogledamo ustvarjanje mest in kraje, ki podpirajo zdravje skozi vsa življenjska obdobja. Se pravi, mi na nek način podpiramo oziroma delujemo na kompletni populaciji, tako od zdrave nosečnosti pa do zdravega staranja. Tukaj sem navedel trajnostno mobilnost. Za nas je pomembno to, da se povezujemo. Kot vidite, smo mi povezani ne samo občine med seboj, povezujemo zelo pomembne deležnike, ki lahko na kakršenkoli način vplivajo na boljše zdravje. Med njimi seveda mi smo v preteklih letih veliko delali na tem, da ne bi povezovali samo občine, povezujemo tudi ministrstva, vladne, nevladne organizacije in tako naprej. Slovenija je že v bistvu v programu od leta 1989, trenutno nas je 59 članic. Ko tukaj vidite te pikice, to so naše članice, želimo, da bi v letošnjem letu prišli do številke med 80 in 100. Seveda si želimo vseh 213 občin zajetih v naši mreži, ampak se pravi, če bi bomo dobili polovico vseh občin, bomo zelo, zelo veseli. Rad pa bi povedal to, da imamo pa zajete vse velike občine, vse mestne občine. Se pravi, strokovnjaki iz področja trajnostne mobilnosti ste pomemben deležnik. Pomemben deležnik, se pravi, zakaj? Se pravi, vi lahko sodelujete v teh programskih svetih, ki jih ima organizirana v programi zdravih mest vsaka občina za načrtovanje in izvajanje programov krepitve zdravja. Se pravi, morate poudarjati, zakaj je dejansko pomembna trajnostna mobilnost tako za zdravje občanov oziroma zdravo okolje. Lahko osvetljujete lokalne zdravstvene teme, se pravi, tako kot sem omenil, predvsem s poudarkom trajnostne mobilnosti. Potem spodbujate sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, organizacijami ter prepoznavate seveda potrebe skupaj z ostalimi, seveda potrebe prebivalstva tudi na področju trajnostne mobilnosti. Zakaj sem to povedal? Se pravi, vi, ki ste strokovnjaki za trajnost oziroma zeleno mobilnost, ste še kako dobrodošli v naši mreži, v programskih svetih zdravih mest, ki so formirani na samih občinah članicah. Se pravi, mi sodelujemo ne samo lokalno, ampak povezujemo se tudi mednarodno, prevzemamo dobre prakse. Tukaj vidimo nekaj mest, ki imajo zelo, zelo dobre prakse, se pravi, so neki zgled tudi ostalim mestom po Evropi in pa po svetu, kot je recimo Kopenhagen na Danski, se pravi, ki ima izredno razvito zeleno mobilnost, Amsterdam, Nizozemska in tako naprej. Vse te prakse, ki jih mi srečujemo preko Svetovne zdravstvene organizacije in se dajo prenesti v slovensko okolje, se trudimo, da bi prenašali dobre prakse ostalih mest, ki so v evropski mreži ali svetovni mreži zdravih mest, da bi se prenesle tudi v naše okolje. Toliko seveda o tem, na kratko, kaj več pa seveda boste imeli možnost me kontaktirati na moj mail, da vam seveda vsi tisti, ki bi se želeli priključiti zdravim, se pravi slovenski mreži zdravih mest, bi bil zelo vesel, da me kontaktirate, oziroma, če mi dovolite, se bom obrnil na Ministrstvo za okolje, kjer bi pridobil vaše kontakte in bi vas seveda probal pozvati ali bom napisal kakršenkoli mail, da bi našli oziroma poiskali pot, da pridete v slovensko mrežo zdravih mest. Hvala lepa. Hvala lepa, malce nas preganja čas, tako da bomo mogli
zaključiti. Ja, seveda, jaz sem lahko kontakt, na katerega se koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti obrnete in bom vaše kontakte posredovala naprej dr. Zimetu. Zdaj bi pa nadaljevali in sicer imamo eno predstavitev, izjemno luštna, dobra praksa, projekt Smilers, ki ga izvajajo v Veliki Britaniji. Predstavil nam ga bo nacionalni koordinator Evropskega tedna mobilnosti Rob Bounce iz Velike Britanije. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. In ne bo zagotovljenega prevoda, ampak mislim, da s tem nihče od nas ne bo imel težav. Gospod Zimet, vas pa samo prosim, da nehate deliti ekran. Dear Rob, I will switch to English now. I give my word to you. Thank you. So good morning, everybody. My name's Rob. Hopefully you can see my slides. I work for Derbyshire County Council. My contact details are on that slide, and I'll share this presentation with you afterwards because I'll try and be a little bit quicker because I can see that we're running out of time. But if anybody's got any questions, you can contact me outside the meeting if you need to. So a really quick introduction to Derbyshire, in case you don't know where that is in the UK. So it's the area shown in red, and you can see London is down in the south and Manchester is up in the north. So Derbyshire itself is made up of 8 districts and a city, and it borders Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire, Staffordshire and Greater Manchester, which are places that you may be familiar with. The size of the entire area is around 2.6 thousand kilometres, and there are 419 schools in that area. 358 are primary schools, so that's for young children 5 to 11. There are 46 secondary schools, which are for children 11 to 16 or 18. There are 10 special schools for children with special educational needs, and then 5 support centres. So the furthest south school is down near Leicestershire, and it's 107 kilometres away from the furthest north school, which is up in High Peak. There are around 60,000 primary age children in Derbyshire, and the smallest school in Derbyshire only has 16 children, and the biggest school in Derbyshire has almost 800. So that's the area that I work in the country. And just to give you some context in terms of what we know about how people travel to school in England, around 50% of children who are primary school age walk, and about 45% come in the car, a small number on public bus, and quite a small number on a bicycle. And the national government has a target to increase walking to school by 2025 to 55%. So in terms of Derbyshire, where I work, just to give you an idea of how we match up to the national initiative statistics, you can see there that we've got less children walking, but we do have quite a proportion of children that come on a scooter, which isn't measured in the national stats. But again, we have people that car share and park and stride. So we're probably very similar to that, but we know that around 11% of children come less than a mile in a car. And just for comparison, although it's not in our targets, this is it for secondary schools children. And because we are quite a rural county, you'll see that quite a large number of children travel to school by bus. So obviously our aim is to increase the number of children walking and cycling to school if they can, or using a scooter. And how we do that is through different projects to encourage active travel. And this is our webpage here, and a project that we do which is called Travel Smart Week. And so Travel Smart Week is all about thinking about how you travel to school and how you can change the way you travel. And I'm going to share with you a project that we did that was linked to sustainable travel, but also linked to Smilers, which is our programme for encouraging well-being as well. So this is Walter, who is our mascot for travelling to for well-being in schools, and he's here to tell you all about how we had encouraged children to make healthy and environmental friendly journeys to school, but also
how to do it to look after their well-being. So the reason that they are called Smilers is that Smilers actually is an acronym that stands for 7 different things, which all can help with our mental well-being. So S stands for stay connected, which is about having healthy relationships with people around us. M stands for moving more. I is for having an interest. L is for looking. E is for eating well. R is for resting well. And S is for supporting others. And so in our Travel Smart Week, what we wanted to do was promote each of those different aspects of mental well-being as part of the Journey to School. So for Monday, we had our Stay Connected Day, and this was all about saying to the children, on your journey to school, who will you connect with? Who will you meet on your journey? Who will you travel with? Will it be with friends? Will it be family? Or even will it be pets? And so here we have Walter the owl with a pet joining in with Travel Smart Week along with a cat. And also this was just a bit of fun because it's also a bit of a link to literacy, which again I've put the link in there for people can look at later. But there's actually a poem that's called The Owl and the Pussycat, which is by quite a famous poet called Edward Lear, and the owl and the pussycat make their journey in a pea green boat. And obviously one of the things we could think about as well, how else could they be making their journey? Could it be on a pea green bicycle? Could it be in pea green Wellington boots? So again, it's just making another link to that. Move More is all about the different ways that you can move to get to school. So we've got parking away from school and walking or scooting the last little bit. Even traveling by the bus, because that requires you to go and walk to the bus stop. Obviously walking and running, and then cycling and scooting, but also children could car share together and then park and stride. And so here's Walter the owl on his bicycle, cycling to school, but also we thought of other ways that you could be active on the way to school. So for example, there's a game here that you might be familiar with that's called hopscotch. So you can jump on the different pavement slabs, and that's another way of being even more active on the way to school. On Wednesday, it was looking for interesting things on your journey to school. So what interesting things do you see on the way? Are there buildings that are of historical interest? Are there maps? Are there interesting wildlife that you can see? And so here's Walter on his journey to school, and he could see some interesting things up in a tree, which you might be able to see yourselves there. So we can see that there's old boots that are used to make bird boxes and a bicycle that's been made into some art. Next, we have Look, and it's all about what are the important things to look out for on your journey to school. So stop, look and listen at the side of the road, but also road signs that can help you on your way to school. And so here's Walter outside of one of our school safety zones, which are zones where the speed of the traffic is reduced. But one of the things that we're looking at in the UK as well is actually, rather than just reducing the traffic, should we actually stop cars driving down the roads where schools are? So a question that we ask schools is, do you think that cars should be stopped from driving round by your school? Next is Eat Well, and this is all about what do you need to eat in the morning before breakfast so that you can make an active journey to school, but also can you use your mode of travel to help make your breakfast? And so this is our smoothie bike, where you pedal the bike and it makes powers the blender to make a healthy breakfast as well. So again, we asked the children what ingredients would they like to add into their smoothie. And then not quite last of all, after that is rest. So having a good night rest helps you have your journey, make sure that you're awake and ready for that. So also asking children what would be some good bedtime reading to look at before they go to sleep to make sure that they sleep well. So rather than having screen time, perhaps reading a book, and maybe it's a book about owls, maybe it's a book about travel, maybe it's a fiction book or a non-fiction book, whatever they want, but to make sure they have that good night's rest. And then last of all, support. So doing all these things also supports other people. It supports neighbours by meaning that there are fewer cars around school. Also helps to support a reduction in air pollution and congestion. But also we encourage children and parents to show their support by interacting with us on social media, on Twitter. And so I'm just going to quickly share with you some examples of what that looks like. But first of all, just to clarify, what the schools actually get as part of this is they get a little
little leaflet that has all of those activities in it, a wall chart and a certificate. And during the campaign, 286 schools took part, which represents about 79% of all schools in the county, and leaflets were distributed to just over 51,000 pupils, and there were wall charts in almost 1,900 classes. So here are some examples of children making their journeys to school and showing us what they did. So walking and cycling, looking out for signs. Here's a school that met in the park and all walked together. And here are some children using the wall chart to record how they travel to school. Another social media post here of people using the smoothie bike to make smoothies. And also one of the things that we try and do is encourage not just for children to take part, but also for the teachers. So here are some teachers who are car sharing to school as part of the week. We also do lots of other campaigns as well. So we have the Big Walk and Wheel, we have a Car Free Day, we have National Clean Air Day, and also we do activities in the run up to Christmas to encourage people again to think about making active journeys to school. And all of these things form part of a school's travel plan. So we have a national scheme called ModeShift Stars, and that has different levels of accreditation depending on what activities that you've done in school to help promote active travel. And so what's the success of that? Well, obviously schools get awards, and this is one school that's got the award, but it's also a Smilers school as well. So it's seeing that that link can be made between the two. And there's also a separate Smilers Award as well, which helps to try and understand what the impact is of this scheme on the children's mental well-being. So that's a really quick whistle-stop tour because I wanted to leave time for any questions, but you can also find out more on our social media on Twitter. You can contact me by email or by Teams, and also there's a link there to the Smilers whole school approach to mental well-being as well. So that's the end of my presentation. Dear Rob, thank you very much for your presentation. Vkolikor imate vprašanja za Roba, jih lahko date v klepet oziroma se oglasite kar zdaj. Načeloma lahko tudi pišete meni, jaz mu bom pa kasneje posredovala ta vprašanja po mailu in dobimo tudi odgovore nazaj. Zdaj je kakšno vprašanje? Okay, potem pa kar nadaljujemo in sicer bi predala besedo Neli Halilović iz Inštituta za politike prostora, da nam predstavi nacionalno kampanjo Polni zagona kolesarimo v službo, ki jo inštitut izvaja skupaj z našim ministrstvom. Izvoli, Nela. En lep pozdrav vsem skupaj, se slišimo? Ja, se slišimo. Okay. Torej, moja predstavitev bo mogoče malo drugačna kot vse pred mano. Tudi predvsem vsebinsko, je pa seveda nekako posredno seveda moja tema tudi povezana z zdravjem. Torej, zdaj bi, jaz se opravičujem, malo sem kratka za Teamsi. Skupna raba, tukaj dam. Tako. Skupna raba, potem pa zbereš dokument. Ja, takoj. Dokument si prej odpri. Ja, imam odprtega, ampak ne razumem, evo ga. Ja. Takole. Okej. Torej, Da bomo lepše videli, daj prosim, da prezentacija teče. Ja, dala, pardon, ustavi. Očitno je treba odpreti, preden... Ni nujno, lahko tudi tam odpreš. Jaz se opravičujem. Vse je v redu. Teams se res tako malo uporabljamo. A se zdaj vidi čez celo? Ne, ampak mislim, da lahko zbereš še, da se vidi, če pa ne, pa tudi ne bo. Vidiš tukaj v spodnjem kotu? Ja ne, ker moram iti na spodnji, moram zapreti, da vidim spodnji kot, ker nimam dveh zaslonov. Razumem. To je težava. Kako lahko to rešimo?
Ni problema, samo daj vsaj na desnem koncu zapri Vse, ja, tisto povečam. kolonco zraven, da se poveča. Takole. Mi je zelo žal. Pa še, okej. Zdaj pa bom. Okno. Evo, zdaj pa bo, a ne? Boljše. Ja, torej, danes bom predstavila trenutno aktualno kampanjo Polni zagon, kolesarimo v službo. Smo ravno v tem tednu začeli. Kot eno izmed oziroma enega od ukrepov za spreminjanje potovalnih navad Slovencev. Pa čisto toliko, da gremo, tako, ja. Torej, da začnem na začetku, sem Nela Halilović, prihajam iz IPOP-a, Inštituta za politike prostora. Nekako z našimi aktivnostmi podpiramo skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora, to pa udejanjamo skozi različne aktivnosti, kampanje, politike, procese, pripravljamo različne študije. Ukvarjamo se predvsem s trajnostno mobilnostjo, krepitvijo skupnosti, podporo upravljanju občinam, mestom in pa vedno bolj tudi z ukrepi odpornih mest. Bi samo eno izhodišče dala, preden gremo na kampanjo, o prometu v Sloveniji, o potovalnih navadah Slovencev in o tem, kako potem spreminjati, pač kaj teorija pravi, kako spreminjati te potovalne navade. Jaz sem geografinja, tako da mi ta prostorski vidik veliko pomeni. Torej, vsi se zavedamo, da je promet v Sloveniji nekako problem, ključno prispeva k podnebnim spremembam, povzroča visoke družbene stroške. Problem je tudi, oziroma zaradi tega, ker se veliko vozimo z avtomobilom tudi takrat, ko to ni potrebno, to vpliva seveda tudi na naše zdravje, na varnost. Velikokrat pri varnosti pozabimo tudi na visoke stroške prometnih nesreč, torej to so te družbeni stroški. Seveda pomembno je tudi omeniti dejstvo, da veliko naravnih gospodinjstev zapravimo za našo mobilnost. Najhuje pa je v bistvu to, da se zadeva ne izboljšuje v zadnjih letih, oziroma motorizacija se dejansko še vedno povečuje. Zdaj pa ta prostorski vidik, ki je v bistvu še najbolj boleč, je pa v bistvu, avtomobili zelo veliko prostora zasedajo, predvsem javnega prostora seveda. Torej več kot polovico pozidanih površin v Sloveniji namenjamo prometu in v lasti imamo ogromno avtomobilov, zavzemajo površino v bistvu 6 bohinjskih jezer. Zakaj je temu tako, da ne bomo zdaj govorili samo, mislim, da je vse slabo, v bistvu ni nič neobičajnega. V bistvu vedno, ko to razlagam, se rada obrnem na citat ameriškega geografa Freda Kenta, ki je nekoč rekel, da mesta načrtovana za avtomobile in promet privabljajo avtomobile in promet, mesta načrtovana po meri ljudi privabljajo ljudi. Torej, desetletja našega prostorskega razvoja so nekako vodila v to, da smo ves čas postavljali avtomobil na prvo mesto, zato smo se nekako navadili uporabljati avtomobil. Torej, potovalne navade so enake kot katerakoli druga, dajmo reči, slaba navada ali pač kakršnakoli navada. Torej, vsaka navada ima nek sprožilec, potem vzpostavimo to rutino, ko več sploh ne razmišljamo in tista nagrada na koncu, v tem primeru, da pravočasno pridemo na cilj. In potovalne navade v bistvu pomenijo, da za določene poti uporabljamo vedno ista prevozna sredstva. Tudi če sami pri sebi razmislimo, izmišljujem si, za rekreacijo uporabimo vedno nekaj, za pot v službo nekaj, za ne vem, nekaj drugega, drugi način prevoza. In v bistvu tiste poti, ki jih najbolj pogosto opravljamo, kot recimo pot v službo, so v bistvu tiste poti, kjer imamo najbolj trdovratne te potovalne navade in jih je tudi najtežje nekako spremeniti. Želim res zelo poudariti še to, da avtomobile res uporabljamo neracionalno, tudi na tistih poteh, ki bi jih lahko enostavno prehodili, prekolesarili oziroma upravili kako drugače. Vedno radi ponavljamo to, da več kot polovico oziroma polovico poti, ki jih upravimo z avtomobilom, je krajših od 2 kilometrov.
In raziskave kažejo, da, kot sem že rekla, te najpogostejše poti so te, oziroma najpogostejše poti pod 2 kilometra so v šolo, na fakulteto, prostočasne aktivnosti, manjše opravke in še najhuje športne aktivnosti. Torej, peljemo se z avtomobilom 2 kilometra do telovadnice, kjer potem v bistvu sedimo na stacionarnem kolesu. Zdaj, delo je malo specifika, mislim, poti na delo so mogoče malo specifike, ker nekako podatki kažejo, da je tretjina teh poti na razdalji do 5 kilometrov, polovica do 10 kilometrov, zelo veliko poti je v bistvu potem na 10 kilometrov. Večkrat rečemo, da se polovica države pelje na drug konec Slovenije. Tako da v bistvu s to kampanjo, ki jo želim predstaviti, ne naslavljamo teh, ki nimajo možnosti prevoza v službo s kolesom. To je treba povedati, ker vedno, konstantno se nam isto ponavlja, da ali na kakih predstavitvah, ali ko delamo projekte na občinah, mislim, v občinah, v prostoru, vedno ljudje rečejo, ja, se jaz bi, ampak ne morem, ker to pa to, ne. Ni problema, nikogar ne želimo prepričevati, da naj kolesari 50 kilometrov v eno smer, temveč da tisti, ki lahko, malo zracionalizirajo te svoje poti z avtomobilom. Torej, ni nujno samo v službo. Zdaj pa, kako ustvarjamo novo potovalno navado? Prvi 3 razlogi na slajdih, to je iz naše že 2-krat ponovljene raziskave, zakaj ljudje potujejo, kot potujejo v Sloveniji. Ravnokar izvajamo 3. ponovitev in top 3 razlogi, zakaj ljudje uporabljajo avtomobil na kratke razdalje so ta prepričanost, da je avtomobil najhitrejša, najbolj enostavna in oziroma najbolj enostaven in udoben način prevoza. Ogromno je teh razlogov, mislim, velikokrat rečemo, da nimamo ustrezne infrastrukture in da ni nekih alternativ v smislu javnega potniškega prometa. Ampak na drugi strani smo pa v bistvu v Sloveniji v zadnjem desetletju, 15 letih ogromno naredili v bistvu na področju trajnostne mobilnosti, ogromno enih investicij tudi v infrastrukturo, v JPP investicije se ravnokar dogajajo in se bojo še naprej dogajale. Občine ravnokar izvajajo oziroma delajo že drugo generacijo celostnih prometnih strategij, tudi družbeni konsenz se nekako spreminja. Imamo pa problem, da se v bistvu delež uporabe avtomobilov povečuje, ta modal split, in zdaj, kaj je težava? Torej, vsa ta trajnostna mobilnost, ki jo imamo, je na nek način, to so korenčki, premalo se pa poslužujemo palic, torej, da dejansko začnemo tudi omejevati avtomobile z različnimi ukrepi. Recimo na IPOP-u veliko delamo z občinami, delamo parkirne politike, te začasne prometne ureditve, omejevanja motornega prometa v mestih in tako naprej. To so pač te neke palice. In tudi teorija nekako pravi, da mehki ukrepi, torej ta trajnostna mobilnost je učinkovita le ob spremljavi infrastrukturnih, torej potrebno je omejevati avtomobile. Velikokrat radi pokažemo primer Ljubljane. Vsi se spomnimo, kako je bilo, ko so bili avtomobili na Prešernovem trgu oziroma na Tromostovju. Zdaj, to še neko omejevanje avtomobilov, kot so cestnine, vstopnine v mestna središča in tako naprej. In šele takrat, ko je nekako omejena naša dnevna pot, mislim, ni tako enostavna, v bistvu ponovno premislimo, ali bi sploh šli na pot z avtomobilom. Treba je pa pač razumeti, to lahko jaz iz osebnih izkušenj povem, ker veliko delamo na terenu, da je v bistvu spreminjanje potovalnih navad zelo težko, kot seveda katerekoli druge navade. Velikokrat na javnih razpravah se ljudje razburjajo, ne razumejo, zakaj bi zdaj občina v bistvu nekako uvajala neke ukrepe. Na desni strani je en primer iz Kopenhagna, s katerim se jaz velikokrat potolažim, si rečem, ok, tudi v bistvu v Kopenhagnu imajo podobne težave kot pri nas. Ljudje reagiramo vedno emocionalno, ko nam nekdo želi povedati, da je potrebno neko navado spremeniti.
In zdaj, kot primer iz prakse, tak malo bolj lušten primer, ne infrastrukturni, je ravno kar že tretjič zagnana kampanja Polni zagona kolesarimo v službo. Tukaj gre pa za eno drugo zadevo, in sicer najprej, da omenim, tega na IPP-u ne počnemo sami, to počnemo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo v okviru projekta Care for Climate. V lanskem letu smo postavili tudi spletno stran, je tudi ministrstvo nekako sofinanciralo v okviru mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti iz kohezijskih sredstev. Torej, Polni zagona je nekako kampanja zasnovana kot 7-tedenski izziv spreminjanja potovalnih navad. Letos poteka od 8. aprila do 26. maja. Gre pa v bistvu za neke spodbude. V času izziva poskušamo v bistvu spodbujati ljudi, da poskusijo, kako je na kolesu. Pomagamo z nekimi nasveti in pa seveda z nagradami tedenskimi, pa tudi na koncu izziva se obetajo zelo lepe nagrade. Izzivu se lahko priključijo posamezniki, torej vsak za sebe, lahko se v bistvu posamezniki povezujejo v skupine, to je novost. In pa seveda veliko delamo tudi z delodajalci, da se nekako zaženejo v izzivu, da spodbujajo svoje zaposlene. In zakaj je bil tisti dolg uvod prej, a ne? Pač ta izziv je nekako zasnovan tako, da kot na primer z novim letom se velikokrat imamo neke si želimo recimo spremeniti naše navade, da bi se več gibali, da bi jedli več zdrave prehrane in tako naprej. In takrat velikokrat rečemo, da je potrebno neko stvar večkrat ponoviti. In v bistvu v okviru te kampanje želimo spodbuditi ljudi, da predvsem tiste, ki še ne kolesarijo ali mogoče ne tako pogosto oziroma niso prepričani, pa bi želeli, pa imajo seveda tudi vse nekako infrastrukturne pogoje zagotovljene, da se priključijo in dnevno vpisujejo prekolesarjene kilometre. Zdaj tudi ta varianta, ki je sedaj omogočena na spletni strani, da se povezujemo v skupine, je s tem namenom, da tisti, ki že kolesarimo, nekako zraven potegnemo kakšnega sodelavca, prijatelja, ki mogoče še ni čisto prepričan, in na tak način smo še nekako vsi kolesarji mentorji ostalim, da ta naša skupnost raste. Bomo potem tudi pogledali spletno stran, vam bom vse razložila, kako to poteka. Na hitro pa samo še nekaj številk lanskih. Torej, lani je izziv potekal spomladi in jeseni. In skupne številke od lani kažejo, da, mislim, lani se je z nami zagnalo dobrih 1500 posameznikov, nekaj je bilo povratnikov potem jeseni, nekaj jih je bilo posebej samo v pomladnem, nekaj posebej v jesenskem izzivu. Kakorkoli skupaj smo prekolesarili več kot 220.000 kilometrov in potem to nekako za namen komuniciranja smo pretvorili v različne enote, kot na primer koliko CO2 smo prihranili, kolikokrat smo obvozili Slovenijo po meji, kolikokrat smo šli okoli sveta, to je vse na spletni strani, so kalkulatorji narejeni. Ampak meni se zdi zelo, tako krasno dejstvo, da se je z nami so se zagnali posamezniki lani iz 106 občin, torej različnih občin. Veliko je bilo zaposlovalcev, ki so se z nami zagnali, torej lani 40. Ampak nek izziv, ki je pa ostajal od lani, pa je ta, da smo imeli v bistvu zelo malo takih, ki prej niso kolesarili. Namreč, ko se ti prijaviš na spletni strani, na platformo, izpolniš eno tako kratko anketo o potovalnih navadah, zato da vidimo nekako, s kom imamo opravka. In tistih, ki so označili, da so prej malo ali nič kolesarili, je bilo v bistvu zelo malo.
spomladi 90, jeseni samo 27 in iz tu tudi ta ideja timov, da poskušamo nekako zraven potegniti še tiste, ki ne kolesarijo. In izhajamo iz tega, da v bistvu, mislim, vsi, ki kolesarimo, nekako vemo, da je kolesarjenje res fajn in pač prepričani smo, da če enkrat probamo, pa dvakrat, pa trikrat, pa tudi če je to enkrat na teden, pa ni nujno v službo, še enkrat poudarjam, lahko je to tudi kolesarjenje po opravkih, recimo, če se peljemo v službo kam dlje z avtomobilom ali kako drugače, pa lahko to potovalno navado, mislim, se prijavimo v izziv in poskušamo to nekako z nekimi drugimi potmi spreminjati. Želim pa še se pohvaliti oziroma pohvaliti naš celoten tim, da letos smo nekako že presegli, pa še enkrat, začeli smo v ponedeljek, torej tretji dan izziva je in smo po številkah nekako že presegli in spomladanski in jesenski izziv lani. Tako da to me res zelo veseli. Zdaj bom pa jaz tole prezentacijo ugasnila in bomo šli kar direkt na spletno stran, da še vidimo, kako to deluje. Evo, vidimo. Torej, spletna stran www.polnizagona.si. To je v bistvu tela platforma, ki zaenkrat še ni v obliki aplikacije. Veliko ljudi pravi, da raje uporabljajo aplikacijo. Mi smo se nekako v lanskem letu, ko smo to zagnali, odločili, da bomo šli počasi, po korakih in bomo spletno stran in tudi potem aplikacijo nekako nadgrajevali z leti. Ampak spletna stran je narejena tako, da je tudi prijazna mobilnikom in si lahko v bistvu na svoj desktop, torej na mizje, na mobilniku date ikonco in v bistvu vsakič kliknete direktno, da ne rabite iti v brskalnik. Torej, nekako spletna stran deluje kot aplikacija že. Torej, to je ta spletna stran. Če še niste prijavljeni, oziroma najprej se morate registrirati, kliknete na tale gumb, zaženite se, ta gumb se pojavi še parkrat na spletni strani, če greste po njej dol, tudi tukaj, torej zaženite se, greste sem, jaz sem zdaj pač seveda že registrirana, tukaj bi se vam pokazalo okno za registracijo. Po potrditvi vašega e-mail naslova, zdaj vam tega ne morem v bistvu pokazati, ker jaz imam pač svoj profil. Po potrditvi tega e-mail naslova bi izpolnili to kratko anketo. Izberete vašega delodajalca, to je seveda vse opcijsko, ampak če recimo bi se želeli zagnati kot delodajalec, torej vem, da so tukaj večinoma občine, ampak tudi občina je nekako delodajalec, torej če bi se na tak način želeli zagnati, izberete pač vašo občino kot delodajalca in je opcija, da vam tedensko izpisujemo kilometre za vaše zaposlene. In to so recimo neki podatki, s katerimi se lahko potem delodajalec pohvali, da je družbeno odgovoren, da spodbuja svoje zaposlene k kolesarjenju in tako naprej. Ampak potem to še vedno temelji nekako na vsakem posamezniku. Torej vsak posameznik potem izbere dan, lahko vpisujete za en teden nazaj, recimo to je zdaj sreda. Jaz bom prekolesarila danes 7 kilometrov v obe smeri, ja, živim zelo blizu svoje službe in to je to. Tukaj se obkroži, nato pa jaz vidim v tem izzivu svoje zmage. Torej moje zmage so 3 prekolesarjeni dnevi, to je toliko prekolesarjenih kilometrov, toliko prehranjenih evrov in tako naprej. Torej vsak najde nekaj za sebe. Tukaj imam vse svoje zmage, torej še od prejšnjih izzivov. In potem na spletni strani vsak v svojem profilu vidi še neke svoje te, reče se moderno badge oziroma priponke, torej svoje dosežke, ko bi prekolesarili toliko in toliko kilometrov, se vam odpre nova priponka. Če povabite prijatelje, postanete vplivneži, torej mini vplivneži, maxi vplivneži in tako naprej.
jaz še vedno nimam ekipe, tako da če bi kdo želel začeti kolesariti in želi eno tako motivacijo, z veseljem povabim v svojo ekipo. Torej, ekipa pomeni, da smo lahko v timu do 6 oseb in se potem med sabo nekako spodbujamo, da gremo na kolo in tako naprej. In potem se v bistvu tudi tukaj izpišejo dosežki ekipe. In letos smo uvedli še eno novost, da se nekako izpisujejo dosežki ekip, spet s tem namenom, da bo ekip seveda čim več in predvsem teh, ki imajo v svoji ekipi vsaj nekoga, ki prej ni kolesaril. Želim pa izpostaviti to, da smo izhajali iz tega, da recimo tudi te nagrade in nagrajevanje ne želimo v bistvu spodbujati, nagrajevanje ne poteka na podlagi tega, kdo največ prekolesari, ali največ kilometrov, največkrat ali karkoli, ker razumemo, da ima vsak svoj ritem, vsak ima neke svoje pogoje in tako naprej, ampak se v bistvu vedno nagrade žrebajo znotraj neke kategorije. Kategorije govorim znotraj recimo tistega izziva v posameznem tednu ali pa na koncu recimo, da si malo izmišljujem, kategorija tistih, ki prej niso nič kolesarili in so tekom izziva kolesarili vsaj 2-krat na teden. In imamo tam, dajmo reči, nabor ljudi, ki jih potem izžrebamo. Torej, ne želimo spodbujati te neke tekmovalnosti, ker razumemo, da nimajo vse enakih možnosti za kolesarjenje, ampak še vedno pa želimo spodbuditi ljudi, da kolesarijo. No, zdaj pa s temi ekipami smo se odločili tudi stopiti na to pot tekmovalnega duha med ekipami, ampak spet na koncu ne bo v bistvu toliko važno, koliko kilometrov. Ja, med sabo se bomo lahko pogledali, mi smo največ prekolesarili, absolutno, ampak za nagrado pa v bistvu, torej glavne nagrade, še to mogoče za omeniti, so že gor, ja. Glavne nagrade so Rogov poni, Classic in pa 3 nizozemske gazele. Moram tudi povedati, da že drugo leto se nam pridružuje nizozemska ambasada kot partner v tem projektu. Torej, podarili bodo 3 nizozemske gazele in za dobiti te glavne nagrade, torej ne rabite postavljati rekordov, ampak v bistvu samo kolesariti sami in ste potem lahko izžrebani. Torej, če dam sebe primer, jaz živim od službe 3 kilometre, torej jaz se ne morem kosati z nekom, ki živi od službe recimo 10 kilometrov in na dan prevozi 20 kilometrov, jaz pa 3, več še vedno moram tudi jaz ali tisti nekdo imeti iste možnosti za osvojiti nagrado. Torej, to je poudarek. Mogoče še sem počasi zdaj zaključili. Bom zaključila. Samo še na hitro, na dnu strani imate še posebej navodila, kako se zagnati kot posameznik, kot delodajalec, kaj je potrebno kot podpornik. Podporniki so v bistvu, dajmo reči, sponzorji, tisti, ki zagotavljajo nagrade. Seveda pa smo ves čas na voljo tudi na e-mailu, na telefonski številki in tako naprej, če bi imeli kakšno težavo. Pa mogoče še samo to, kljub temu, da nismo, nekaj več energije smo seveda vložili tudi v delodajalce letos v primerjavi z lani, ampak v bistvu se ta snežena krogla kar kotali sama od sebe. Pridružilo se nam je res že ogromno delodajalcev, niti niso še vsi objavljeni na spletni strani, ker v bistvu čakamo, da mine prvi teden izziva, da vidimo, koliko kolesarjev imajo, ker nekako imamo pravilo, da mora biti iz posameznega podjetja oziroma organizacije vsaj 5 kolesarjev, ki kolesarijo, da jih potem tja objavimo, ampak se mi zdi, da nekako smo zajahali ta val tega družbenega konsenza, da je nekaj treba spremeniti z našimi potovalnimi navadami na kratke razdalje. Tako da, evo, upam, da
nisem bila predolga, bom ustavila. Hvala črno lepa, radio. Nela. Hvala. Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili današnjega dogodka. Jaz bi nekako zaključila s tem, da bomo v tem mesecu, v naslednjem tednu, najverjetneje ali v naslednjih 2 tednih, objavili tudi javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti. V letošnjem letu predvidevamo tudi razpis za mobilnostne akcije in kot ste nas že vprašali, tudi v klepetu, razpis za električna kolesa, tudi to načrtujemo, vendar v juniju, vkolikor ne bo vmesnih takšnih in drugačnih težav. Hvala lepa vsem za udeležbo. Še eno zadevo bi rada poudarila. V letošnjem letu smo pri pripravi kataloga aktivnosti, pri dopolnitvi kataloga aktivnosti za izvajanje Evropskega tedna mobilnosti sodelovali tudi z Ministrstvom za zdravje in preko njih, preko inštitucij, pridobili nove vsebine in nadgradili katalog z vsebinami tudi na področju zdravstva. Tako da vas vabimo, da v letošnjem letu si ponovno pogledate katalog, je dopolnjen, ima nove predloge aktivnosti in tako dalje. Vse, ki vas karkoli zanima za temo, ki smo jo danes obravnavali, se lahko obrnete name in bomo vprašanja predavateljem posredovali in boste dobili potencialno na vaša vprašanja, predloge, komentarje še odgovore. Najlepša hvala vsem za sodelovanje, najlepša hvala vsem predavateljem za vaše prispevke. Zaključila bi pa s tem, da noben avto nima tako lepih nog, kot jih imamo mi. Tako da lepo pomlad, aktivno pomlad vsem želim, torej kot je rekel doktor Hadžič, vsaj 4 do 5-krat na teden 60 minut vadbe. Jaz upam, da na račun tudi aktivnega prihoda na delovno mesto. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje. 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 Andreja, adijo. Dio, Pija, se vidimo in slišimo kaj. Ja, V Kopru. Prideš kaj? pridem, kmalu. Slišim. Čau. Hvala za Adijo. vse. Čau. Hvala tebi za udeležbo.